Pozdravljeni! Začetek letošnje sezone za skuderijo Ferrari je bistveno slabši, celo od tistega, ki smo ga videli v sezoni 2020, seveda z znamenitim SF1000. Ampak izgleda, da so začeli ukrepati in poglejmo si, kaj bo bistvo prvega popravka, s katerim bodo skušali omiliti zaostanek. Verjamem, marsikomu sem s svojimi analizami in seveda tehničnimi razlagami dobesedno dolgočasen in nadležen. Rad bi poudaril, da v večini virov, ki se ukvarjajo s Formulo 1, je na tem področju ogromno ugibanj in iskanj možnih razlag. In pravzaprav tudi pri onih drugih, ki nekako povzemajo tisto, kar so napisali tretji, ali pa prevedejo iz kakega tujega jezika. A treba je tu seveda poudariti, da v mojih prispevkih so nekako predstavljene moje ideje in ne ideje nekoga drugega. Zato bomo danes videli, kako določeni namigi, ki sem jih napravil v preteklosti, dobivajo danes določena potrdila. In seveda tu bi rad navedel dva članka. Prvič onega, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motosport.com 23. marca letos in praktično njegov prevod v angleški jezik, ki sem ga zasledil na spletni strani Scuderia Fans. In tu bi rad poudaril neko zanimivost pri angleški verziji, ni ne podpisa avtorja, ne citiranega vira. A o tem se bomo verjetno pogovarjali kdaj drugič. Bistvo pri obeh člankih je pa to, pri Ferrariju želijo čim prej vpeljati novo zadnjo opeso z drugačnimi točkami vpetja. Seveda članka sta izjemno obsežna in obdelujeta težave, ki jih ima Ferrari SF Pomešaj 23 na začetku te sezone. Govora je tudi o aerodinamični podobi, kjer pa se poudarja naslednje dejstvo. Namreč med lani in letos se je zgodilo nekaj zanimivega. Če je bil Ferrari lani konkurenčen na ovinkastih progah, če je imel oprijem, po drugi strani ni dosegal končne hitrosti. In tudi o tem smo govorili na kanalu. Letos situacija obratna. Končno hitrost doseže z lahkoto, zračni upor je zmanjšan, ampak skladno tudi oprijema ni. A bistvo je nekaj drugega. Namreč, ukolikor se spomnite prispevka, ki sem ga objavil 6. marca letos z naslovom Kaj je vzrok težav Ferrarija SF23, smo tam pravzaprav govorili o tem, da težava je v zadku, ne v aerodinamiki, ampak na zadnji osi, na zadnjem vpetju. In tudi tu je treba poudariti, da razni viri navajajo vzroke, ki nimajo neke podrobne razlage, namreč zopet se ponavlja tista zgodba s tehnično direktivo 039/22, spremembo višine samega dna nad asfaltom in še bi lahko našteval. Ampak dejstvo je naslednje. Slišali smo mnogokrat, da pnevmatike pri določenih ekipah degradirajo izjemno hitro. In Ferrari naj bi bil eden izmed tistih bolidov, ki je najbolj podvržen tej hibi. Po drugi strani, ena izmed metod, kako se hitro lahko ublaži težave z degradacijo, je seveda ta, da se vgradi mehkejši blažilni element, kar bo pomenilo, da praktično bolid se bo mehkeje obnašal, ne bo toliko energije prenesel na pnevmatiko in nihanja temperature, tista amplituda med minimalno in maksimalno bo seveda manjša. A po drugi strani bo imel s tršimi pnevmatikami težave z samim ogrevanjem.
Torej, imamo neko razlago, kaj se dogaja pri Ferrariju SF Pomišljaj 23, ki je dobila nekako potrditev s tem, da pri Scuderiji mislijo spremeniti geometrijo zadnjih obes. In v samem članku smo lahko prebrali na italijanski verziji in tudi v angleški, da pri Scuderiji Ferrari mislijo dvigniti ta sidrišča, te točke vpetja navzgor. In tu se bomo zopet vrnili v preteklost, kajti ukolikor se spomnite članka objavljenega 17. marca in seveda gre za prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Saudske Arabije, sem pravzaprav v tistem tehničnem prvem delu poudaril, da zanimivo, kako pri Red Bullu RB19 so oblikovali tisti podstavek nosilca aerodinamičnega stabilizatorja, da ima vgrajen izjemno visoko tudi del vpetja samih zadnjih obes. Torej, na tem, da je treba dvigniti malo zadnje obese, verjetno nekaj bo. In tu bi rad poudaril, kako izgleda tista fotografija, ki ste jo verjetno že videli v starejših prispevkih. Na drugi strani lahko pogledamo pa iz malce bližjega kadra, kako izgleda zadnje vpetje pri Ferrariju SF Pomišljaj 23. Vidimo lahko, da določene razlike so in da ukolikor drži, kar navajajo viri, je situacija zanimiva. In verjetno v vsej zgodbi sedaj marsikoga izmed vas zanima, ali bodo tudi pri Ferrariju nekako sledili tistemu trendu, ki ga je postavil Red Bull, govorim o obliki bočnih struktur. Nekaj takega se govori že pri Mercedesu. A tu bi rad poudaril nekaj, kar bi bilo za marsikoga izmed vas zelo zanimivo. Izjavo samega Lewisa Hamiltona, ki jo vidite sedaj na ekranu. Namreč samo dodati neko novo bočno strukturo bi lahko konec koncev naredilo bolid še počasnejši od tistega, kar je v tem trenutku. Treba je iskati tisto pravo uravnoteženost. In seveda tudi pri Mercedesu je morda težava na zadnjih obesah, ampak marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, a nima Aston Martin pogonskega sklopa, menjalnika in tudi zadnjega vpetja, dobesedno enakega onemu, ki ga vidimo na Mercedesu dvojni V14. In tudi sam sem razmišljal v tej smeri, zakaj je Aston Martin tako konkurenčen, medtem ko ostali imajo določene težave. In nalašč sem se izogibal aerodinamični podobi, kajti težava izhaja iz tistega mehanskega dela. In spomnil sem se, kar sem napravil 14. februarja pri predstavitvi Aston Martina AMR 23. Kot običajno sem se potrudil in nekako skušal razumeti, kakšna je medosna razdalja bolida ekipe Aston Martin. In kolikor se spomnite te simulacije, je bila bistveno krajša od one, ki jo vidimo pri Mercedesu. Krajša medosna razdalja pomeni tudi krajše dno samega bolida, ampak po drugi strani čisto drugačno uravnoteženje med prednjo in zadnjo osjo. Verjamem, marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, saj sem se lahko zmotil pri svojih simulacijah. Ampak tu vam prilagam nekaj, kar so napravili drugi, primerjavo med Ferrarijem SF23 in Aston Martinom AMR 23. In mislim, da tu ni nobenih dvomov. Pri Aston Martinu lahko s prostim očesom vidimo, da je medosna razdalja krajša. In lahko sedaj razumemo, da težave, ki jih imajo mnoge ekipe letos na začetku sezone, niso vezane toliko na tisti del nad dnom, na tisto aerodinamiko, ki jo mi navdušenci vidimo, ampak so vezane več ali manj na dno, na učinkovitost letega in na obese, na tisti mehanski del, ki praktično pomaga pri izkoriščanju samega dna in posledično tudi pneumatik.
A verjamem, današnji prispevek marsikomu se je zdel dolgočasen, preveč kompliciran. A po drugi strani lahko vidimo, kako tudi sami lahko pridemo do določenih zaključkov, ki jih čez čas celo lahko potrdijo drugi avtorji. Namreč, če bo pri Ferrariju prišlo najprej do menjave zadnje obese z novim modelom, to pomeni, da največja napaka, največja hiba se skriva tam in ne v tisti aerodinamiki, katero marsikdo kliče v raznih člankih. A za danes, kar se tiče tega, po mojem mnenju, zanimivega vprašanja, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.